Letošnji cikel vodenih ogledov po državnih objektih, prostori države, ponujajo priložnost za premislek o tem, kako država posega v prostor, predvsem pa, kako se reprezentira pred samo sabo, pred državljani in pred tujimi obiskovalci. Trije ogledi ponujajo priložnost ogledov prostorov, in to niso samo hiše, so tudi parki, odprte površine, kompleksi, ki so navadno precej zaprti za javnost. Zdi se mi, da je to priložnost, da razmislimo, kako so nekdanje države, režimi preteklosti vzpostavljali pravila igre v prostoru, kako so se sami reprezentirali in kako to delamo danes. V tem smislu se dediščina preteklosti kaže tudi kot nauk, kako bolj ambiciozni lahko postanemo v odnosu do države in kako bi lahko bila današnja samostojna demokratična država bolj odprta pri propuščanju ljudi v prostore, ki so namenjeni njej, ker vsi državni prostori so prostori za državljane. Trg Republike je prostor, ki je že zgodovinsko nekega državnega ali pa vsaj izjemnega pomena za mesto Ljubljana. Do oblikovanja tega prostora pa je prišlo že v obdobju neposredno po drugi svetovni vojni, ko je bil razpisan prvi natečaj za pozidavo tega območja, natečaj za prezidij ljudske skupščine. Torej že od takrat ta prostor bil namenjen za eno tako državniško funkcijo. Kot trg, ki predstavlja predprostor parlamentu, državnemu zboru, nek prostor slovenske identitete. Kljub temu, da je bil vse do leta 2014 v rabi kot parkirišče, danes predstavlja identiteto državnega prostora. Leta 1975 pričela gradnja Cankarjevega doma, ki pa seveda ni potekala brez zapletov, vendar pa je za razliko od samega prostora Trga Republike že vse od začetka in še danes ohranjala svoj prvoten namen, neke kulturne ustanove, ki deluje ne samo na mestnem ali pa državnem nivoju, ampak celo na mednarodnem nivoju. Vila Podrožnik, v kateri stojim, je eden izmed takih zanimivih primerov arhitekture Vinka Glanca iz leta 1947, ki pa se v podrobnejšem pogledu izkaže za precej bolj kompleksno in zanimivo zgodbo, kot deluje na prvi pogled. Ne samo, da gre za precej veliko vilo na velikem posestvu sredi Ljubljane, ki predstavlja izjemno ambiciozen oblikovalski poseg iz sredine 20. stoletja, v kateri se zazna tudi dediščina Plečnikove šole, ampak gre tudi za adaptacijo starejše hiše, sicer tako imenovanega Kolmonovega gradu oziroma secesijske vile iz začetka stoletja, ki je bila sama postavljena na predtem podrtem manjšem gradiču oziroma dvorcu iz fevdalnih časov. Brati tako vilo, v kateri se skriva še starejša vila iz leta 1910, skupaj z vsemi ambicioznimi oblikovalskimi in arhitekturnimi posegi, pomeni demonstrirati, kako ambiciozno so nekdanje, danes že preminule države pristopale k samoreprezentanci. Naš projekt, kakor smo se ga lotili, ohranja obstoječe kvalitete prostora. Ohranjena so vsa mogočna velika drevesa. V parku se izmenjujejo nasadi vedno zelenih, listopadnih,
tujerodnih in domačih vrst drevnine. Sama zasnova parka se od Glancove prenove vile ni radikalno spreminjala. Z našim novim posegom smo to zasnovo poudarili in nastavili novo plast za prihodnje generacije. Izjemno smo veseli pobude Odprtih hiš Slovenije, da se podobno kot leta 1991 pri evropski kulturni dediščini odpirajo tudi vrata protokolarnih objektov. Med zgodovinsko najbolj večplastnimi je dvorec Brdo, s to veliko dvorano, ki jo je oblikoval arhitekt Glanc, skupaj s nekaterimi opremljevalci, kot je bil Stillesen, predvsem s kipi Zdenka Kalina, in s tem omogočil razvoj, lahko rečemo, pravega protokola že v socialistični Jugoslaviji in posebej v samostojni Republiki Sloveniji. Gre za prostor, kjer so sprejemali tako papeža Janeza Pavla II. Kot angleško oziroma britansko kraljico Elizabeto. Ampak za nas Slovence je najbolj zanimivo to, da so praktično vso opremo tega prostora, razen nekaterih lestencev, ki so bili izdelani pri Swarovskemu, izdelali slovenski arhitekti, slovenski kamnoseki, slovenski slikarji in slovenski kiparji. Posestvo Brdo je v več pogledih izjemna kulturna dediščina, ampak se osredotočila zares sam na dediščino bratov Zois, kajti Žiga Zois in njegov brat Karl sta začrtala razvoj posestva in zastavlja osnovne strukturne poteze in prostorska razmerja, ko sta sledila takrat najsodobnejšim načelom oblikovanja krajine. Zato je njuna podeželska posest zasnovana v razsvetljenskem duhu. Ta premišljena organizacija prostora temelji delno na principih angleškega krajinskega vrta, delno pa na principih olepšane kmetije, tako imenovane femme ornée, ki so jo kljub spremembam, ki so posestvo doletele, pravzaprav ohranjali tudi kasnejši lastniki. Zato sem prepričana, da bi država morala prepoznati te značilnosti in nadaljevati skrb za posest, se izkazati kot dober gospodar in nadaljevati razvoj kmetijske posesti, ki bi vključevala protokolarne in rekreacijske dejavnosti in ne obratno.